28. seja mestnega sveta Mestne občine Kranj. Mislim, da je včeraj minila kar zelo mirno. Sprejeli smo enih par zelo pomembnih dokumentov za razvoj v Mestni občini Kranj. Najprej bi na začetku omenil stanovanjski program, ki je bil sprejet za obdobje 2021-2026, ki nam na eni strani obravnava seveda že obstoječe stanovanjske enote, njihovo obnovo oziroma tudi sistem, kako dodeljevati te neprofitne stanovanja različnim kategorijam, po drugi strani pa daje podlago za gradnjo novim stanovanjem. In sicer, kot veste, Mestna občina Kranj se intenzivno pripravlja na to, da bomo ustanovili stanovanjski sklad. Glede na novo zakonodajo nam je to omogočeno in s tem bi lahko, začeli smo že ceniti tudi vsa ta stanovanja, 423 jih imamo vsega skupaj in potem, ko ustanovimo stanovanjski sklad, bi lahko se zadolžili in tudi Mestna občina Kranj bi lahko vodila aktivno politiko gradnje neprofitnih stanovanj, predvsem za mlade družine. Veste, da se Kranj zelo podjetniško razvija, imamo novo poslovno cono, tako da dejansko bomo ta stanovanja več ali manj potrebovali. Drugih zadev, ki so se včeraj zgodile, bi lahko povedal to, da je bil sprejet tudi program kulture Mestne občine Kranj za obdobje 2021-2025. Skratka, želimo, da bi bila kultura čim bolj dostopna ne samo občanom Mestne občine Kranj, ampak tudi širši okolici. Zato imamo tudi nekaj načrtov za zagotovitev prostorskih možnosti. Vemo, da bomo prihodnje leto dokončali novo glasbeno šolo, ki bo namenjena tudi za kulturne dejavnosti. Želimo ohraniti vsaj obstoječo velikost, vrednost občinskega proračuna. Veliko pa kulturo vključujemo tudi v sistem digitalizacije. Veste, da imamo 2 razpisa in kultura kot taka je tudi vključena. Je pa novost, da smo ta program, kulturni program naredili skupaj tako s športnim programom in pa s turizmom, tako da dejansko delamo neko celoto, ker vemo, da vsako tako področje vpliva na drugo področje. Kar se premoženjskih zadev tiče, zelo dobra novica je seveda za občane, krajane Golnika in okolice. Vemo, da smo letos dobili brezplačno od Ministrstva za zdravstvo vsa športna igrišča na Golniku, no in zdaj jih bomo začeli z obnovo. Prerazporedili smo slabih 66 tisoč evrov sredstev za obnovo, zraven bo še slabih 23 tisoč od države, tako da bomo začeli z obnovo košarkarskega, odbojkarskega, rokometnega igrišča in pa tudi balinišča. Druga zadeva je pa zelo pomembna za Kranj in sicer Mestni svet je potrdil pogodbo za nakup skoraj 4 hektarov zemljišč v industrijski coni Hrastje. Zemljišča kupujemo od države, od SiDG-ja, tako da dejansko, kot vidite, gre vse po načrtu, kar se tiče vzpostavitve nove industrijske cone, tako da planiramo konec prihodnjega leta, da bo pripravljena za prve vselitve. Kar se tiče prostorskih zadev, sprejeli smo, oziroma v drugem branju je Mestni svet sprejel podroben prostorski načrt za kolodvor. S tem dajemo seveda podlago umestitvi centralnega potniškega terminala. Veste, da je prejšnji teden država predstavila načrt gradnje dvotirne železnice od Ljubljane do Jesenic, ki pa zavzema tudi obnovo vseh postajališč, torej tudi kranjske. Mi imamo zdaj OPPN sprejet, vemo pa, da je načrt, da bi kranjska občina imela centralni potniški terminal, torej železniško postajo in pa avtobusno postajo na področju obstoječe železniške postaje. In pa še dobra novica, kar se zdravstva tiče,
lokacijska preveritev za območje zdravstvenega doma. Zdravstveni dom ima v načrtu izgradnjo prizidka za reanimacijo in pa nadstreške za reševalna vozila. Kot smo včeraj tudi slišali, bo država v prihodnjih 10 letih namenila 2 milijarde za posodobitve zdravstvenih domov in iz tega paketa se nadejamo tudi, da bo zdravstveni dom lahko naredil ta satelitski reševalni center in pa postavil nadstreške za reševalna vozila. Potem je bilo še nekaj kadrovskih zadev in sicer v svet zavoda Dijaški in študentski dom je bil imenovan predstavnik Mestne občine Kranj Alen Gril, potem pa v svet novo ustanovljene osnovne šole Janeza Puharja Kranj Center, 3 mestni svetniki oziroma svetnice Leja Bidović, Saša Kristan in pa Jožef Rozman. In pa mestni svet je dal pozitivno mnenje k imenovanju obstoječe direktorice varstveno-delovnega centra Kranj Mirjani Česen za obdobje 5 let. Zdaj pa še kar je izven tega, mogoče zanimiva novica je pa to, da kot veste smo pred 2 leti oziroma slabimi 2 leti kupili pošto v mestnem jedru, ki jo bomo namenili za razvoj podjetništva v Kranju. No in obnova se bo začela konec tega leta, tako da se bo pošta s 1. novembrom izselila iz tega prostora. Kot veste, smo bili mi v dogovoru in sicer na glavnem trgu je ideja, da bi postavili tako imenovano mestno blagajno oziroma okenček za naše občane, kjer bi združili moči skupaj s komunalo, ki bi pristavila svojo blagajno za uporabnike komunalnih storitev, potem tudi vse zadeve, kar se tiče izdajanja dovolilnic, bi mestna občina preselila v ta del in pa naša ideja je bila tudi pošto, da jo ohranimo v centru. Za pošto smo imeli v letošnjem letu kar nekaj razgovorov skupaj s komunalo, no pred 2 dnevi smo pa dobili njihovo obvestilo, da so podpisali pogodbo z dimnikarstvom Dovrtel, tako da po njihovih načrtih se pošta seli na Koroško cesto, kar je seveda nesprejemljivo tako za mestno občino Kranj, kot pa predvsem za prebivalce mesta oziroma starega jedra. Tako da dejansko danes pošiljamo protestno pismo na pošto z zahtevo, da pošta ostane v mestnem jedru in da z nami nadaljujejo pogovore, kot sem rekel, ki so bile z njihove strani enostransko prekinjeni. Toliko je to, kar sem imel zapovedati. Lahko še MGC pa dogodek, kakšna imate zagotovila, da so bili vsi papirji urejeni, da je bila stavba varna glede na podelkov dogodek? Kar se tiče tega podrtega stropa, ja. Zagotovila imamo, seveda pa prezgodaj je še v tem trenutku govoriti, bistveno je, da čim prej gremo v sanacijo, to je ključnega pomena in pa sreči, da je bilo to toliko jutrnjih urah, da ni bilo obiskovalcev, bomo pa seveda stavbo ustrezno pregledali. Ja. Ampak bom drugače vprašala, a so upravna dovoljenja urejena, kar je tesno povezano z varnostjo in dejavnostjo MGC-ju? Ja, težko bom odgovoril na to vprašanje, lahko vam bomo pripravili seveda poročilo, kar se tega tiče, tako da dajte dovolj, da ustrezno pogledamo celotno stavbo, vse papirje in bomo potem dali javno objavo, kar se tega tiče. Razmišljate tudi o kakšnem statičnem pregledu? Ja, seveda, v tem trenutku bo to treba narediti, ja. Saj sem rekel, celotna zadeva se bo pregledala. Ampak kaj pa do zdaj, te papirji, ki so, a so do zdaj je bilo urejeno, tako je moralo biti? Jaz vem, da ste vi to podedovali, ampak kljub vsemu. Težko karkoli povem, ker še nimam poročila. Včeraj je bilo pač tole mestni svet, skratka, bo pa pričakujem, da bo zdaj poročilo prišlo, tako da boste obveščeni o tem. Hvala. Še kakšno vprašanje? Koliko stanovanj želite imeti oziroma zgraditi v sklopu sklada? Ja, poglejte, imeli bomo seveda kar precej možnosti za to.
Sigurno bomo prva taka investicija naša, ampak ne gre konkretno v stanovanja, je Savsko naselje ob Savi, kjer bo stanovanjski sklad gradil stanovanja, no in tukaj verjetno se lahko nadejamo, da bo tudi nam dal razpolagalno pravico, tako kot je bilo že za obstoječa stanovanja tam ob izlivu Kokre v Savo. Potem pa vse odvisno od tega, koliko bomo imeli, kakšna bo vrednost teh stanovanj. Treba bo stanovanjski sklad ustanoviti, postaviti direktorja in seveda narediti poslovni načrt. Dejstvo pa je, da potrebe so precejšnje, je pa v Kranju se zdaj, kot vidite, gradi kar nekaj novih stanovanj, res da tržno naravnanih, ampak glede na poznane okoliščine se mi zdi, da bodo cene, da znajo pasti na trgu zaradi tega, ker se približno 3-4 letih lahko nadejamo vsaj 800 novih tržnih stanovanj. Gre za Kranjsko Iskrico, potem naselje ob Koroški cesti in pa tudi v Stražišču se bo porušil samski dom in se bodo tudi tam zgradila stanovanja. Hvala lepa. Čakaj, ja. Omenjali ste različna športna igrišča, ki se prenavljajo, niste pa omenjali teniškega igrišča. Kakšna je njegova usoda? Teniško igrišče bo ostalo, ampak v tem trenutku, mislim, mi smo obnovo tega športnega parka potegnili na več let. Trenutno imamo zagotovljenih, to kot sem rekel, skoraj slabih 90 000 evrov, vse ostalo se bo obnavljalo prihodnje leto. Načrti za to so že narejeni, zagotovila za to že so ali še ne? Ne, bo se prenavljalo, ja. Se pa seveda bo šlo v NRP za prihodnje leto, tako da ni tega problema. Zdaj, če ste Golnik omenila, včeraj sem tudi, ne vem, kdor ni bil do konca, sem povedal, da DIP za vso kanalizacijo, vodo in to se pravi vso infrastrukturo je že narejen za področje Besnice, Rakovice, skratka, celotno to področje je DIP narejen in ga uvrščamo prihodnje leto v proračun. Poleg tega se dokončuje DIP tudi za kanalizacijo iz Golnika preko Letenc do Mlake. Veste, da je država namenila dobrih 37 milijonov za izgradnjo laboratorija na Golniku in pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za ta laboratorij je seveda ustrezna kanalizacija, zato smo v bistvu res podhitro delamo ta DIP in ga uvrščamo v NRP oziroma v proračun za prihodnje leto, tako da računamo, če bo vse po sreči, tudi z državo se bomo dogovorili, da bo ta projekt sofinancirala, da bi bila ta kanalizacija zgrajena nekako do poletja prihodnjega leta. Ja, ker se mudi s porabo sredstev, ki je namenjeno za Golnika. Tako da ja, to so taki večji projekti. Mogoče sem še to, velik Golnik omenil. Ali občina ima podatek o soglasju krajevnih skupnosti glede nove občine? Vem, da ga sama ne more oziroma ne sme zbirati, voditi kampanje. Ali ima kakšne podatke? Pa po drugi strani, ali imate kakšne podatke, kako je s pobudo, glede na to, da so bili na novinarski konferenci obveščeni že kar nekaj dni nazaj, da bo to v nekaj dneh znano, pa ni, pa ne bi rad zdaj poslanke, ko lik danes rojstni dan neki. Ja, kar se tega tiče, imamo seveda uradno obvestilo z Sveta krajevne skupnosti Golnik, da nasprotujejo tej ideji. Dve krajevni skupnosti, Predoslej in Bretov, se niso izrekli ne za, ne proti, da pač o tem ne, vse od ostalih pa nimamo nobenih informacij, kaj se dogaja, kot tudi dejansko zdaj se je vse potihnilo, tiste tiskovne konference. Mogoče so dobili rezultate, da to ravno ni pametna poteza, ker bi finančno kar zelo obremenilo ta del Kranja, na katerega pač posamezniki računajo, da bi bil lahko samostojen.